rubriki Življenjski intervju, Kurikulum vitae intervju, CV intervju. Darko Mustaj Bašič, Baša, zdravo. Zdravo. Gremo kar. Lahko. Začni. Začnem. Mariborčan? Mariborčan, 100%. 100% Mariborčan, rodil se v Mariboru? Rodil in to na Lentu. Na Lentu? Na Lentu. To pa je bilo takrat drugače. To je bilo ful drugače. Ene hiše so stale tam, kjer je pri vodnem stolpu so še bile hiše, ne? Pri vodnem stolpu hiše, normalno. Ja. Lent je bil ne drugačno, veš kaj, vedno me, ko sem čital Mark Twainove Junake z Mississippija, ne, mi je, so mi bili tako blizu, ker je bilo Drava tu, deroča takrat, še divja, ni bilo jezu. In ni bilo jezu, ja. Ni bilo jezu, ta Drava je drla, kar pošteno. Je bilo dosti nižji nivo vode, ne? Kje pa, ona je, kak je Mariborski otok spustil, ona je narasla v sekundi, kam češ in padala in to je bilo prav divje. V glavnem ti junaki, ne, so mi bili zelo blizu, ker ta ob Mississippiju, New Orleans, pa sploh feeling iz Lenta, pa to je bil hudo blizu. Romi takrat še niso bili na Lentu? Seveda so bili. A so bili? Vse dol ob Lentu spodaj od Benetk, ki jih zdaj ni več, ne. Tam sem imel sošolce Benetka, ki so včasih niso v šolo prišli, ker je Drava narasla, pa niso mogli preko, ne, ker so bile malo not pomaknjene, so imeli tako napravljene brvi, kao, včasih je še to Drava poplavila. Ja, to je bilo... In Benetke so potem porušili, ne? To so porušili, ni več. Ko so naredili spodnjo elektrarno, ne, Zlatoličje. Ja. Pa ne vem, točno kdaj, kad sem bil v Parizu. Ampak... A to tako pozno, ko si bil v Parizu, v 70-ih? Ja, ne vem, veš kaj, tega se točno ne spomnim. Bolj. Katero osnovno šolo si hodil? Tu, Otona Župančiča. Center? Center. Vizavi na Slonškovem trgu. Glavna. Strogi center. No, to mi je veliko dalo, ne. Mislim, da se je takrat osnovne šole so se razlikovale po tem, kje so stacionirane, ne, to je bil center, tu so le bili prebivalci takratnega ustroja, ne, so bili sami dobro situirani družine in to, in tudi temu primerno je šola poskrbela za dobre učitelje, za vse, ne, ker vidim, sploh zdaj opažam, ne, da so razlike med šolami, kaj ti je šola dala v centru mesta ali pa na obrobju, velikanske. A ja? Velikanske. In žena mi zna fajn pojasniti to, ker je te stroke, ni učiteljica, ampak je te stroke stovalna delavka. Ti pa si bil tudi iz premožne familije, ali na Lentu ni bilo? Na Lentu ni bilo, jaz sem bil na obrobju Lenta, to je ob Tržnici, ne, Ribiška ulica, ampak spada pod Lent, tam sem ga rastel. Ne, moj oče je bil mojster krojaški, en najboljši v Mariboru, res je šival za vse te budžovane takrat in tam sem tudi dosti se naučil, ker medtem, ko so čakali na probo pri krojaču, sem jaz napenjal ušesa in to je kar letelo v glavo in sem vedel stvari neverjetne za otroka. Ne. No, to je bilo v letih... Sem prisluškoval, če češ, kaj so se odrasli pogovarjali. To je bilo konec 50-ih, ne, ki zdaj govorimo. Tako, tam, pred osnovno šolo. Ti govoriš o budžovanjih, to so bili komunistični budžovanji. Ja, tako. Samo je zanimivo, ko zdaj tako gledam, takrat se ni toliko zaznalo. So bili še verjetno pravi komunisti, dokaj zelo, tisti na vrhu sploh in so drug na drugega pazili. Ni bilo te razuzdanosti v načinu življenja njihovega. Praktično se ni opazilo, mi smo imeli krasno življenje. Res, in to ne govorim iz nostalgije, tako nekateri kao nam je boljše šlo. Ne, čisto. Jaz zdaj zelo realno pri teh letih znam gledati na življenje, plus tujine, toliko let, celo življenje sem igral v tujini, se stepal. Gremo še začetek 60-ih, recimo, do Osmane, ne? Začetku 60-ih, tam osnovna šola, si že v osnovni šoli srečal ene življenjske prijatelje, s katerimi si potem
igral Ne, skupaj? moj prijatelj je bila kitara. Imel sem prijatelje, kitara, jaz primerjam, moje življenje je kot življenje cigana. Ker No, kitara, praviš, ne? Kitara, Si že v osnovni šoli začel Pa igrati? orka, jaz sem pri 5 letih, ne, nekje 5-16, spomnim se točno, za srednje oči je oče prišel z gostilne, ne, mojster gre potem na zasluženo pijačo zvečer po delu in me se zbudim tam polnoči in vidim kitaro. Ne. Pri 5 letih. Oče ti je kupil? Oče je tam en pijanček, ni imel več za pijačo in mu je prodal kitaro za 5 jurjev takratnih. 5 jurjev, kitara, jaz se zbudim, seveda mi ni mogel skriti kitare, in sem brenko do jutra skoraj. Tako da mi je mogel na silo odzeti kitaro, zagroziti, da jo bo nazaj odnesel, kaj se je, da sem komaj zaspal. Ne. Seveda ta človek drugi dan prišel po kitaro, ne, ker je videl, kaj je naredil, kitara, pa res edina stvar v življenju, kaj mi je žal, je, da sem tisto kitaro sploh da je dal z rok, ker je bila španska kitara, nekje na internetu sem jo zapazil v kasnejših letih, z tako rožo, gatrožo tu na tem črnem delu kitare, fantastična kitara, zvok, mislim, ne vem, kje je dobil ta človek to kitaro. No. In mi je prinesel kitaro in sem brenkal, nisem mogel zaspati, no drugi dan je ta človek prišel in mu je hotel dati bilo kakšen denar, da mu nazaj proda, ker je včeraj bil pijan, pa ni imel več pa. Ampak, ne, je mene videl, ne, celega in je potem se premislil, ne. Ko je mene videl, kako sem jaz držal na kitaro, ne dam več, ne, moja prva kitara. Pri 5 letih? Pri 5 letih. Šestih, sedmih, no, takrat sem takoj, te so bili po Mariboru še plesi, tako po, vsaka kavarna je imela spredaj vrt, večje kavarne, ne, in je bilo tako obareno živo mejo, noter je bil živa glasba, ne, so plesali tak, in sem jaz skozi to živo mejo kukal noter kitaristom pod roke, ne. Najprej seveda sem si zapomnil D-dur trikotnika, letel domov, hitro prijel, tako dolgo prijemal, da je zazvenelo, seveda si nisem točne pozicije zapomnil, ampak približno, in prvi D-dur, to letel nazaj, gledal še kakšen drugi prijem, A-dur je tu tam foh, preprost, čisto sam sem se naučil vse po posluhu, strelec sem, tako da imam posluh in vse te stvari v znamenju. V šoli pa si bil dober učenec. Ja. Veš, kak pravijo, mislim, saj mi je jasno, ne, zdaj, da človek se precenjuje, ali kaj, zelo nikam učenec, sploh nisem bil, ker ti pravim, da sem bil kot cigan, strelec sem, se pravi, sam glasba, športi, potepanje. Mene je policija pripeljala domov vsak večer ob 12 skoraj, ne vem kolikokrat na leto, ker so me najdli nekje na Pohorju, ali jaz sem samo hodil. Seveda, ko sem malo večji bil, vse žive športe, naenkrat po 3-4 treninge na dan, kitara pa skozi. Tako da, no in v šoli sem imel, kaj zvem, po 100 neupravičenih ur, pa to, takrat še tega ni bilo, ja, od prvega razreda dalje nič. Bil sem seveda skozi, ne, pri 4 letih ali 5, ne, takrat se šlo 6-7 v šolo, smo že znali na dvorišču vsi pisati. Ker je bilo veliko dvorišče, to je bilo, tudi to me spominja na Alexanderplatz filme, ne, znani, ta del v Berlinu, neverjetno, dvorišče z 32 strankami, 32 družin je živelo in to mešanih iz cele Jugoslavije, večina bilo Nemcev, vse sama priimki, Deutschmann, Fleischmann, kaj jaz vem, grozno. V 50-ih Mariboru? 50-ih Mariboru. Ja. To vsako drugo, moji sošolci so bili vsi Wiesmann, Deutschmann, kaj zvem, Grabner, vse živo, sama, mislim, ogromno, pisana druščina, zato je se niso izselili neverjetno, nekje pa, ne. Si še slišal nemško govorico takrat? Zato smo bili tako močni, tako dobro, ravno zdaj čem povedati, da smo znali vsi pisati, nekateri celo nemško, italijansko, tu so bili Italijani dol iz meje, italijanske Primorci, bili Nemci, južni Slovani, z južnega dela Jugoslavije, tak in tak.
In to je bilo grozna pisana druščina, Angleži, vse živo, ki so prišli na obisk, smo znali čez 14 dni angleško, vsi seveda otroci takoj zagrabejo. Tako da, no in tu so bile stare učiteljice, so nas od malega, to smo na dvorišču, to je bilo neverjetno dvorišče. Mi zdaj govoriš čist neko novo stran Maribora, ki je ja, jaz sem napisal o tem tudi stvari, vse so, mogoče bo en dan objavljene, mogoče boš jih ti objavil, ne vem. Ja, so fantastične stvari, ki doben še ni opisal z te strani, v taki luči. Ker ne pozabi, jaz sem feeling, ne, sem le glasbenik in stvari gledam bolj globoko, bolj srčno, če bi lahko rekel. Ne vem. No, v glavnem, sem že znal pisati, ko sem prišel prvi razred. Pisati na koncu prvega razreda, moj oče je čital politiko, še takrat je bila v cirilici. Tako je to šlo, vse je šlo hitro in sem vprašal, kje lepe črke, oni kak je lepo. Meni so bile krasne črke te cirilice, nekaj novega. V 10 minutah sem znal cirilico. Velike črke, seveda tiska nekaj v časopis, kaj je to, 3x, 4x mi je povedal, pa sem že počasi prečital, pol pa sem to stripe valjda, v cirilici, vse to, ono, in to sem znal že cirilico v drugem razredu osnovne šole, to so nenormalne stvari. In to da vse... Pri koncu osnovne šole si potem že bil kitarist, pravi? Ja, zdaj smo kar preskočili, jaz sem v osnovni šoli, seveda sem nastopal na vseh Pokaži, kaj znaš, vse bilo je Studio 14, RTV Ljubljana, to povsod zmagoval, pel sem prekrasno. Na televiziji si nastopil? Seveda. V osnovni šoli? Jaz sem bil zvezda, nikoli v življenju več taka. Ko sem prišel v šolo, kaj zvem, 3. razred, 4. Tako lepo sem pel, da sem zjutraj tovarišici, takratni reč, smo si rekli tovarišica, učiteljici, moral zapeti zjutraj. Ko himno, ko Amerikanci himno, ko pojejo za vsako priložnost. Tako sem jaz zjutraj zapel himno v razredu. In kaj? Ne, to je bila stara šola, to ni tako tesnilo ta vrata od drugih razredov in to prekinili so pouk in so tovarišice z drugih razredov sosednji priletele vsako jutro isto. Stale tam pri vhodu na vratih in poslušale to mojo himno zjutraj, ko sem odpel. Mislim, to so neverjetne stvari. Katere pesmi pa si izvajal ponavadi na Pokaži, kaj znaš? Pokaži, kaj znaš? A je tam? Joj, George, da se kar spomnim. Prvi nastop tu v Mariboru je bilo v Unionski dvorani. Na Planincah? Ne, pa kaj si nor. To je, nagnali so me, ko so slišali, kaj hočem pet. Ne, takrat je bil Peter Kraus, ko sem jaz bil mali, Sugar Baby, pa take, Connie Francis, pa Peter Kraus sta bila glavne zvezde in sem pel njegove komade, ok, ampak tu pa bil Đorđe Marjanović, Adio Marija. Taki otroček, ko sem jaz rekel komisiji, da bom pel Adio Marija, taki otroček. So me hteli nagnati, ker so rekli, kaj to ti je malo nor, pozna sploh tako mat, kaj še bo, da bo odpel. Ne? In grem tam, bilo pa je na Krekovi šoli, še takrat Krekova šola, audicija, in seveda pridem pa, ja, kje pa imaš spremljavo? A to? Ja, ne moš pet, brez spremljave, orkester, moš pet. In vidim tam v kotu eni se vadijo, grem k njim pa, dečki, imel sem pa oni mali, taki zveščki so izhajali iz založbe Zagrebške ene, Jugotovna, kaj. Note si pesmarice, so bili pesmi in Adio Marija z tekstom, malo par not teh osnovnih. Grem s tem, pa Duri napisani, grem s tem k ansamblu. Ta ansambl je bil harmonikaš 3, je bil harmonika, kitara, bla, ne vem, se spomnim več točno. In vidim harmonikarja, to harmoniko je vleko na eno stran samo. Ne spomnim se točno, ampak čudno jo je igral, ker je imel na mehu tu tako lukno. In skozi to lukno, samo pihnil ob določenem momentu. In ta harmonikar je bil Ivo Mojzer. Ja, te sem se prvi srečal z njim. Stanova je pa tak na Koroški cesti, malo više od mene. Koroška je sploh bila bogata, tu smo bili vsi glasbeniki skozi Koroške, ja, izhajate. Ampak kljub temu, morala bomo malo preskočiti, ker moramo se zanimivih obdobij držati. 60 nastopijo, ne? Ja. Kje potem pride do prvega benda? Verjetno v srednji šoli. Kje pa prej? Prej?
Prvi bend smo naredili na Ribiški, sta Ribiča, Sašo in Nikol Ribič, ne? Rdeči dečki. Ne? No, mi smo praktično ustanovitelji Rdečih dečkov. Stanovali smo sosedje, en zraven drugega vrata. Kako pa ste se imenovali kot tisti prvi bend takrat? Se sploh ne spomnim več. Veš, kaj smo igrali? Igrali smo radioaparate, smo imeli, tisti so takrat tresli, ker so bili na lampe še starinski, te streslo, kdaj hočeš. Kitare smo si naredili doma, sami, šli do prvega na Pipuševi, tu zadaj je bil mizarstvo veliko, smo narisali na Fosen kitaro, vrat nam je gospod Šaler izdelal, magnete Šaler, ja. Zanimivo, Šaler, ne, ki se piše isto kot proizvodna Šaler v Nemčiji, ki se ukvarja točno z istimi stvarmi in je proizvodna istega magnete delajo in mehaniko za kitare. Ja, Šaler. Nima nobene zveze s tistim Šaler. Ne. To je evo Nemci spet, ne, smo pri Nemci, ker je bilo... O katerih letih govorimo točno o tem prvem bendu? 63, 63. To je bil bend tak, ne, The Band, seveda je bil bend. Igrali smo, seveda takrat se ni pelo, še kasneje, v HLC, ko sem začel nastopati s pravim bendom, se ni pelo. To smo igrali, jaz sem znal vse komade Shadowsov, 50 komadov Shadowsov se igral večer. To ni kaj, ni bilo mikrofona, to peske še ni bilo. In te smo igrali na radioaparate in tak na porokah, seveda poroka je to bila v eni tako malo večji sobi in to, da so lahko Savica radio, pa to Triglav radio igrali in smo šibali Shadowse. Ja, pa kako so sprejeli na poroki? A ni bila popularna narodno zabavna muzika? Sploh ne v tem meri kot danes. So sprejeli ljudje električno muziko? Veš kako? Zato, ker smo, pazi, tu pa zdaj hec. Ko si ti real, ko si ti pravi, je vseeno, kaj igraš, ker jih trofiš. Tak smo bili dobri, v tem je hec. Mi smo z teh kitar in teh radijev dobri. Jaz sem tak čutil, jaz sem tak v krvi imel ta zvok Shadowsov, recimo, Apache, pa to meni daš kitaro, katero češ, lahko, kaj češ, bom čist se približal in zvokli vsemu, ker sam si kitarist in veš, da je odvisno od kak držiš strzavico, od prijema, od udarca, se ti lahko delaš z zvoki, kar ti je volja, sploh če še prije zvok iz tebe. In mi smo igrali totalno, danes pogrešam tisti zvok. Zato ti pravim, da je tu feeling važen, občutek. Tu so samo občutki igrajo. Vse drugi, just be yourself, totalno. Ko si ti totalno just be yourself, pol ti navibriraš vse. Kdaj si potem prvič nastopil v HLC? V HLC s katerim bendom? Sami smo nastopali. Mi nismo, takrat je bilo toliko igranj po Mariboru, vsi klubi. To je bilo dosti mladinskih klubov, ne? Vsaki kvart je imel svoj mladinski klub. So posod nastopali bendi, ali kaj? To je bilo, zato sem napisal tudi izjavo, tisti prejši, teh 250 bendov v Mariboru igrajočih, je res bilo. Zato, ker to je bilo samo, ne vem, če ni bilo 20 nastopov v soboto, oziroma kdaj so bili pač plesi, istočasno v malem krogu Maribora. To je bilo mnogo teh malih in igrali smo samostojno, vsak je imel svoj ples, ne, nimaš kaj, in tudi svojo publiko pol in to je bilo, ti pravim, Liverpool krat 10. Samo, zakaj se je ta rock muzika, beat muzika ste takrat imenovali? Beat, ja. Beat, rock and roll, recimo Beatles in Rolling Stones, zakaj se je to tako prijelo v Mariboru, bolj kot naprimer v Ljubljani, ali pa celo bolj kot, ne vem, hitreje kot v drugih mestih, da je to bil jugoslovanski Liverpool. Zakaj se je to tako prijelo v Mariboru ravno? Pričakoval bi, ker je tu bolj neizobraženo prebivalstvo, pa to, da je bolj narodno zabavna muzika, da bi se harmonika prijela bolj kot karkoli drugega. Ne. Ravno to je šlo z tega isto kot, zakaj je v Angliji bilo isto, zakaj ne London, zakaj Liverpool, Manchester, ker mora biti, to je glasba preprostih ljudi, če lahko tako rečem, ker višja. Rock je glasba preprostih ljudi, ne? Absolutno. Se strinjaš? Se strinjam. Zaide kakšen intelektualec kao. Ja. In tudi moja trditev, ko umre rock, umre država, ko umre rock, umre svet in pravega roka in to raznostonstvo, pa to, ki normalno furajo
dali svoj imič, se vidiš, kaj se snima dan danes. Ne? In tudi svet umira, takšen kot je. Ne bo nikoli umrl, ampak vidimo, kaj se dogaja. Smo že lahko v obdobju New Comsov? Lahko. New Coms je bilo kaj še vmes? Lahko, no, seveda, tu od teh radijev smo šli na, jaz sem zamenjal, to so bili ansambl Sence, to je prvi ansambl pravi. Ljudje govorijo, mi smo že prej igrali to glasbo. Ne, to so bili ansambli, ki so igrali swing in vse to ti plesi, od katerih sem jaz gledal skozi ograjo, pa se učil prijeme. So bili kitaristi, ampak so igrali swing ameriški, normalno za ples, normalni plesni ansambli, ne, s harmoniko, še ni bilo orgel, ampak trdijo, kak so oni prvi električni ansambli. Ne, električni ansambli, jaz imenujem 3 električne kitare. Ne, to je električni ansambl, ne kitarist, ker je imel pač pa malo ozvočeno kitaro, pa ni to električni ansambl, ne. So igrali Ajajaj Paloma pa tak. In tu prvi so bili korali, ne, kasnejši Top Generation, generacija Top Generation. In mi smo, ker smo večina ansambla so bili sosedi na Pobrežju, ne, tam so oni tudi vadili in smo mi z njimi vadili. Tako da smo mi bili istočasno z njimi praktično njihovi učenci v Senci, ampak istočasno delovali. Kateri band je to bil ime? Korali. Vem, tvoj band. Band Sence, ne? Sence? Sence, ne? Sence. In to so bile Sence, pol so te Sence pri teh... Mitja Reichenberg je bil takrat že zraven? Ja, tako, čist na kratek čas, ne? Ja. Tu je se par kitaristov menjalo, seveda je bil Mitja zraven. In tu je ta zbolel kitarist, Slatenica dolgo, in sem jaz čez noč moral skočiti. In prvi špil je bil v Nigradu. To je Nigrad dvorana, dol je bila krasna dvorana. Še zdaj ne obstaja več to dvorana? Mislim, da obstaja not neka menza in imeli so, imajo velike prireditve, poroke pa take stvari not. Ne, krasna dvorana je bila to. Od konstruktorja. Se spomnim, mi smo igrali v 80-ih. Ja, seveda. Ja. Ne, to so bili redni plesi tam in vse fantastično. Ne, No in tam sem prišel gor čez noč, brez praktično sem improviziral, cel večer, saj nisem vedel programa njihovega špila, se tako šelo, da smo imeli več ali manj, vsakih je igral, čez noč in igram, moj prvi špil, igram in naenkrat vtihne. Kaj zdaj to, se obrnem, pogledam proti očevalcu, jaz sem taki Eho King Dean akord, je bilo takrat. Glavni fešterke v Mariboru in vidim Charlie Araharja, pokojnega, kak lepo zaliva s pivom moje fešterke, 2 piva, tak, ga zaliva, ker kao da bo zrastel, pa bo močnejši zvok. To je bil prava faca. No, pol je to naredilo, ne, so šli kondenzatorji, tak, zasmrdelo, ne, in pol sem se mogel priklopiti na basistovega svoje in tako nekako smo dokončali. To je naredil iz Hudobije, ker je bil kje pa? Sum na očevalec ali kaj? Ne, on ga je zalil, da bi ko rožica še bolj rastel in bi bil večji, bi še več dal od sebe, ker tako dobro špila, da še bolj čuje. Ne, to so bili fenomeni, Charlie Arhar, to je bil... Ti nisi bil jezen potem na njega? Pa kaj se smeš, mi smo se smejali, da sem se po... Ga nisi na gobec, potem? Ne. Pa si hecen, to je bil šov taki, da cel narod, to je bilo nabito polno narod, kaj sem 1000 ljudi v tisto malo kletko not zbrano, to se je tako stalo, ko v ribi konzervi. In to je bil šov, to smo se smejali, da... A kje pa? Ne, nisi mogel se ti Charlie biti jezen na njega. Charlie je bil, to je faca, ni na svetu take face. Ni. Meni je edini faca bil Jacques Brel, to je en belgijski, mi je slična faca. Isto, to je bilo, on pa Hari, to sta Hari Bernarčič, to so bile face Maribora, to je bil špil, mož vedeti, sredi igranja so na Halice, recimo, je Charlie vrže kitaro, se vrže z odra, ni bil prevelik oder takrat, pa začne puzati, ko vojski med narodom,
Hari krime, Hari strelja s kitaro dol iz odra. To so bili šovi. To si ne morejo punkroker izmisliti. Torej, to se je dogajalo katerega leta, recimo ta šov? 65, 66. To je resnica. Ljudje sploh ne vejo. Tako, ne vem, včasih se mi tako zdi, kot da smo z drugega planeta preleteli, ko ono rečejo IT, zdaj je tu science fiction. Nove generacije smo potem vsi mislili, da smo vsi odkrili največji šov, pa da smo bili najbolj radikalni. Pa to dosti radikalno je bilo to, ne? Seveda. Za tisto okolje. Seveda. Pa še nekaj. Se mi zdi, da intelektualci, oziroma koliko imam podatke in koliko delam intervjuje z vašo generacijo zdaj, da intelektualci nekako niso sodelovali Da smo tam, ne? v vaši sceni. To je ravno ono. Torej, pisatelji, pisateljska scena, tisti, ki so potem bili politični sceni, ne? No, zdaj bom navezal, zakaj Ljubljana ne. To je zdaj ono bilo, ne. To je muzika preprostih delavskih okolij, ne, kao rock, pa to, in oni so se držali kao višje, ne, glava gor, ok. In so poslušali kao nekaj drugega in so to podcenjevali, oziroma se niso šli zraven iz tega. Isto Ljubljana, tu smo zdaj, zakaj Ljubljana, ne Maribor pa, ne, ker je imela tam big band, ne, kasnejši Privšek pa to. In so bili pevci, revijski pevci smo jim rekli, in tam se je to, tam ni bilo roka, ne more biti rok. Pa so začeli, ja, tako malo Dixieland, pa to si te, ampak električarov pravih ni. Zato je tudi Koper zaživel, so bili kameleoni, samo Maribor, Obrobja, ne? Ljubljana pa je bilo isto so tukaj gimnazijci, pa vse to, mariborski pa to, vse so bili, ampak zelo malo. Bili so pa vse druge tehnične šole, absolutno, to je vse bilo, na tehničnih se tudi igralo, ne? Pozneje se je edino druga gimnazija zagrabila, tam smo dosti igrali in je to. Zanimivo, ne, ker v katedri niste bili objavljeni nikoli, ne? Kje pa to je ta scena, ne? Ta scena razlikovanja med, mi smo intelektualci, vi pa ste, kazujem. Včasih imamo občutek celo, kot da so te rokarje obtoževali, da ste malomeščanska neka družba. Če to pravim, ja, dol spodaj, mi pa smo... Ja, ne, kot da ste malomeščanska družba, ki se gre kao neke več šminkerje, ne vem, da so celo tako jemali vas, ne vem, ali pa... Ne, mislim, da sploh ne. Enostransko ono, se razlikovati, ne. Jaz hodim, jasno. Zanimivo, ne, Ja. ker partija je zagovarjala delavski razred. To vse skupaj potem ne gre nekako, ne gre skupaj. Ne, nič ni zagovarjala. Pustila je vse na miru, da teče svojim tokom. To je lepo. Tu jim dam plus, ne. Vse to sem pregovoril, da nismo čutili nič partico. Čutili smo samo pozitivno. Če se kaj rabo, kasneje so nam dali klub mladih, seveda je vodil gospod partijec, glavni šef Udbe nekoč, da je nadgledal vse, da smo bili pridni, fini, ampak razbijali smo, to se je špila v rok, full gas, vse. Mislim, krasno, neverjetno. Ne vem, kako bi opisal ta odnos. Neverjetni so bili ti partici. Mogoče niso razumeli točno, kaj se in seveda ne, se niso vedeli. Zato so pa dali tu Udbico, če da ne bi šlo z rok, ne? Ker kasneje, ko sem jaz igral recimo koncerte v cerkvi, sem imel Urbančiča Rakija, ne, pa v cerkvi frančiskanski je prišel en, ki je bil visoko, ker so imeli, ne, vsak ponedeljek ali sestanek teh glavnih 5 particov v Mariboru. Kateri so bili tisti glavni, veš imena mogoče? Ja, ne bi, sploh o imenih, saj ni tu zdaj, ne bi o imenih, res jih ne vem, kaj bi povedal, ampak ne bi. Prišel je eden, ni važno kdo, prijatelj, velik človek, dober pisatelj, in je rekel, Baša, kaj ga serije, že smo te obravnavali na sestanku, kaj nimaš kam drugam iti špilat kot cerkev. Če pa so samo oni ponudili prostor, pa kaj pa li na Bilovicu, smo imeli nabito polno frančiskansko cerkev, Rok se je igral noter. No, ampak to je bilo že 81. Ne, to je bilo kasneje, ne, zaradi Rakijem. Ja, okej, še vedno so bili tovariši na oblasti. To je bilo že kasneje. Ja, malo sem preskočil, ampak pravim, ti tovariši so krasno delovali, evo, še opozoril me, ne, lahko bi šel na Goli otok. Tako je.
Takrat se je šlo za manjšo stvar, ne da ti tisoče ljudi privabiš v cerkev s svojo glasbo. Halo, zginil bi čez noč. Bili smo, premladi smo bili, da bi se sploh kaj strašili, ker drugače dan danes ne vem, če bi si upal. Zanimiva ta povezava, ne? Da je cerkev pustila v bistvu Rakija in vas, Kaj se ste meni, noter igrali počastili koncerte. in peli pesmi o drogah noter. Seveda, vse živo. Takrat je bila ena pesem, to je bil Trans-Egoic special, kaj je bilo, kako se je ta band imenoval. Ja. Gledam, to je neprevedena Ja, informacija, ja. kako se je imenoval, ampak Rak je imel eno pesem o LSD, o drogi, jointih in ne vem kaj vse. Slejko prej si je to bilo v pesmi, na je bilo to- kakšen način, v vsaki pesmi malo prisotno. Ok, Zanimiva ne, in kombinacija, tam so nas To zdaj počastili. v cerkvi več ne bi šlo. Ne, To je cerkev mogoče klubovala takrat v partiji. za obstoj se je borila in so delali, ne? In so delovali. Ali pa mogoče res doben ni vedel, zakaj gre in kaj boste tam Ne, počeli. cerkev je dobro vedela. Oni niso vedeli, samo viš, ti pravim, da so obravnavali vse, ki so dobro pazili, kaj se dogaja, ne pozabiti. In tu jim dam plus, da so nas pustili igrati. Ono, pusti Slavčku. Gremo v 60 Svojo nazaj, pesem, ne? ja. Kdaj si srečal Tonija Sabola? Aha, ja, to ni samo. Mi smo igrali takrat že Newcomesi, ne, pol smo iz Newcomes, Senc nastali The Newcomes, ne, in smo igrali Hala C in vse. Toni Sabol pa je igral tukaj, je imel triote, v triotu je igral in stanoval pa je v Slaviji, ne. In prvič smo ga tako srečal. Na vrhu Slavije je stanoval v apartmajih, to je bilo zelo drago, celo leto je tam bival. Od vekoma je bil gospod pravi. In smo mu tiste težke hemot orgle dol, ker niso šle v lift, ne, normalno, smo mu dol nosili z 10. nadstropja iz Slavije. Tako sem ga prvič srečal, roke odpadejo, adijo, 14 dni jih ne čutiš. No in pol smo pa igrali skupaj, je naredil ansambl The Creeps iz Zagreba, soul music. Takšne soul muzike, na taki način igrane, nisem nikoli v življenju, niti v Parizu kasneje, nikoli niti od Amerikancev več slišal, kot je on ta ansambl imel, The Creeps. Franz Royce je bil noter v Franz Royce je bil čisto en čas na koncu, je zamenjal, je šel tudi v Francijo z njimi, pol se je hitro vrnil. No, to je band, ki je imel celo in turnejo, Italija, Francija. Pa to je to, iz Francije ali Švice se je Royce vrnil domov, bil je kratko, res kratko, par mesecev, menda. Igral je Franz Royce z njimi, ja. In s tem bendom smo igrali v HLC, kasneje pol plese, ne. Tako da, s Tonijem pa smo bili normalno v kontaktu čez dan, ne. Takrat se je živelo skupaj, čez dan. Za njega dosti ljudi govori, da je bil baraba, da ni bil pošten menedžer. Kateri menedžer pa je pošten? No dobro, to je Ne, zdaj, pošten, to je zdaj filozofija. ne mislim s tem, ja. Pošten tak, ok, to lahko si mislite, kaj hočete. V redu je, ja, brez menedžerov ne bi mogli delovati normalno. In pač ima svoje računice in to, ampak to je jaz nisem- ravno tako, kot da bi rekel, kateri advokat je pošten. No, jaz nisem za to, da bi kar Ne, posploševali, da so vsi Ne, nepošteni. ti pravim, tu so navodnice, da si ti lahko pod to misliš, kaj češ. Ja. Ne, veš, kaj mislim. Lahko jaz imam osebno slabo izkušnjo z menedžerji, sem jaz tako in tako imel, sploh takrat. Ma brez menedžerov ne bi bilo ničesar, ne. Se ne moreš ti igrati pa da rihtati. Točno to. Ne bi bilo Beatlov, ne bi brez Epsteina, ne, in ne bi bilo ničesar. Ker danes, Sploh je bilo, ne bi. ker danes Sploh je glasbeniki bilo, ne. razmišljajo točno to, da, da menedžerjev ne potrebujejo. Vedno bolj rabiš menedžerje. Ampak ti pravim, ne, čuje se lava dok spava. Ne, tako da je to, menedžer svoje pobere normalno, nekateri poberejo vse, nekateri ti pustijo živeti. No, Sabol pa je, Ne, Sabol je pa bil, se takrat ni bilo to v takem smislu menedžer, ne. To ni bilo velikih zadev. Mi smo igrali recimo, ne, in Halo C, in menedžer je zrihtal Hala C, se ne veš, še zdaj ne vem, kam je šel ta denar, pa ne, sploh sredstva vsa. Hala C nabito polna, 2000 ljudi, to je grozno, je neka stopnina, tu je to. In mi smo edino, kar smo dobili od Špila, celo to igranje, je bilo
jajca v Zamorcu po špilu. Te smo vsi ansambli prišli za Morc, so za nas pustili še odprto in vsi smo v svojem separeju lepo bili kot ena družina, vsi benditi, takrat igrajoči. In tam smo se dobili, kak je bilo ono, levo, desno in vsak je dobil porcijo pečenih jajc. To je bil zaslužek nas. Pri nabito puni 2000 ljudi, HLC. Tako smo za jajca igrali. Celo mojo mladost. Kasneje sem dobil neke denarje in sem bil celo frajer. Jaz sem tako imel štipendijo v srednji šoli in to, in še ta igral sem zraven, jaz sem bil, so bile. Pa si potem srednjo šolo končal? Ja, edini, en redkih, ki je sploh končal srednjo šolo končal, ker je, takrat je bila ta bitlemanija in je grozen procent mladostnikov zapustilo šolanje, vse zaradi glasbe. Čisto so bili v tej glasbi noter in samo... Mariboru je to močno prijelo, ne? Zelo močno. Mariboru je prijelo tako močno, da so morali ukrepati in je Ora Legalis svetovno znan mariborski izum. Ja. Jaz sem namreč mislil, da je Ora Legalis bila takrat, ko smo slišali za to, Ora Legalis, kasnejša generacija, v 70-ih smo se o tem pogovarjali še, ko smo prišli v srednjo šolo. No, mi smo mislili, da je to povsod v Jugoslaviji bilo uvedeno. Izkazalo pa se, da je bilo samo v Mariboru. Kje pa, viš, da so Maribor, New York Times je pisal, v Mariboru naredili policijsko uro za mladino. Kaj? New York Times je pisal? New York Times pisal o Ora Legalisu. Normalno, zato je svetovno znan. Ja, seveda. Pa Ora Legalis je bila zaradi rockerjev, zaradi vas. Samo mi smo to naredili. Zato je bilo tudi, vse tu so posegali, ne, probali so nekako staviti za to sredi Gosposke te policija postrigla. To se imenalo frizerska policija, ne? Ni frizerska policija, normalne marice, niso bili namensko, dolgolasce so imeli akcijo, danes jih bomo šišali in sredi Gosposke mene so ostrigli, tako ti je šel tu z mašino, žup črto, si mogel iti do golega skoraj. Kako mašino, na baterije, ima mašino? Ja, kaj se je, ali onim, ne spomnim se več, tak je bila mašina, ampak je bil strojček, oni že, so bili stari cajti. Kaj, vem, glavno ti je naredil neki ris, da si mogel iti frizera drugi dan. Ja, to ti potegnil, ko indijanec si bil. Ja, no, ampak z drugimi niste imeli problema, recimo, da so vas drugi, ki niso marali rock muzike, da so vas preganjali? Ne, ni mogel, ne. Niso upali? Ne, ni bilo, mislim, te besede preganjati, ali kaj, sploh ne razumem. Ne, Maribor je bil takrat grozno širok, jaz sem kasneje šel v Pariz. Jaz sem znorel, nula, nič ni bilo slično Mariboru. Pa ne govorim, ker imam tako rad Maribor in sem zaljubljen Maribor. Tu je bil izreden feeling svobode vsega. To je bilo v bistvu, ni čudno, če je od 100 000 prebivalcev 80 000 delalo v tovarnah. To je bilo grozno. Ja mislim, da en Manchester ni imel tako populacijo. In to, kje? Seveda tu je bilo tako bogato, ker je bogato mesto, dosti dela. Tu je bilo grozno naboj grozen. Tu se je dogajalo vse, svoboda totalna. In so komaj, mislim, da so imeli grozne probleme tovariši, da so nas sploh lahko nadgledali, sledili. No, po nekaterih podatkih je celo Maribor imel takrat več prebivalcev kot zdaj. Več ljudi je živelo v Mariboru. Ja, se pravi. In pa s tem, ko so bendi igrali po različnih predmestih, pa to je izgledalo vse dosti večje, ne? Točno tako, živa so bila, ne? Mestna okolja, mestna, kako se reče, občine so bile žive, ker se je dogajalo, ko HLC istočasno je tezno imela svoj klub mladih, nabito puno, tažno ljudi, kaj zvem, posod okoli, to je grozo. No, če se dobro spomnim, jaz sem se začel s punkom ukvarjati takrat, zato ker sem imel neko podlago. Na veselicah v okoliških krajih Maribora so bendi takrat igrali Beatlese, Rolling Stonese, ne vem, vse te klasike iz 50-ih. Je to nasledstvo. Kar sedaj ni primer. Sploh ne, na veselicah ne. Je repertoar zakoličen, bolj na turbo, ne, ali pa narodno zabavno. Takrat pa sem imel na veselici v začetku 70-ih so ti Beatlesi ali pa Chucka Berryja. Normalno smo igrali veselice. Veselice, pol mi smo veselice in smo se naučili za to, da smo malo dali malo poslastice tem še. Smo zaigrali kako polko, pa to na kitare in tak. Ja, normalno, kako smo imeli polke, 2, 3, ne, toliko, da smo jim pokazali, da jim podarimo to.
Snemanje, ne? Ti si snemal na Radio Maribor takrat v 60-ih tudi, ne? Ne. Ne? Ne, kjer. Nekateri pa so snemali, ne? Ne. To eni trdijo, ti posnetki bi bili, snemali so, ampak to snemali so. Tu je Dobro, pusti, mada, če tisto, ja. Pač. to je grozno zato, ker je en snemal, recimo slučajno, neki, kaj se vem, Petrič ali pa kdo, še vedno je to blizu Blone, ena harmonika noter ali kaj. Sami bend, ne, električarski, ni govora o kakem snemanju. Ja, Kako si ti rekel? Drugi trdijo, da so posneli, da je Out pa vsi, da so posneli, Pernarčič pravi, da je posnetke imel in tudi, mislim, da... Ampak en komad, dva. Ja, seveda. Ja. Seveda. Ampak evo, tu si naštel The Out, pa nič več, tu so delovali, ko so bili mnogo... Makersi so posneli... Viš, pazi, to je bilo že malo kasneje. Tu ne preskoči, pazi, takrat je bilo pol leta, takrat je bilo v glasbi pol leta, cela generacija. Korali trdijo, da so snemali 5 komadov, da so posneli v 2 sešnih na Radio Maribor. Korali, torej pred 5. Veš, kako so snemali? Takrat je bilo snemanje tak, kot tu ena sobica, ponavadi v eni priložnosti, tako, nekje si nastopa in so rekli, mimo za radio bo posnel, tako se je tudi snemalo, ne pozaj, to niso bila prava snemanja. V glavnem, prav se je pa snemalo že v Ljubljani, samo tam so snemali big band pa pevci. Seveda, ti gledaš na to bolj tehnično, zato pa bolj strokovno, ker si potem imel studio. Ja. Jaz pa imenujem snemanje vse, kar je... Zaradi tega, ker se ravno totalno nič ni, to en posnetek, 2, 3, to je nič za bendov, je bilo 250. Igralo se je, to je bila norišnica, to bi moglo biti tisoče in tisoče posnetkov, okej. Zaradi tega, ta frustracija, vse to je verjetno meni podzavestno dalo to, da sem vse moje moči in vse moje, tudi v Parizu sem skozi se delal in se prilepil v studije, tam sem se praktično, bil sem doma blizu Olimpije. Olimpija je, vsaki nastop se živo snema in tam sem se spoznal, sem šel od zadaj noter v snemalnico in sem... Kdaj si šel v Pariz? Kaj? Kdaj si šel v Pariz? Kdaj? Ja, katerega leta? 70. 70. Ja, torej tako je ti nekako trdiš, da je 68. že bilo vsega konec. Seveda, z mojim odhodom v vojsko, zato ker moj bend je odšel igrati takoj zatem, valjda novi kitarist, malo je Mah prišel zraven saksofon in so šli igrati v klet v bar. To je bil še bar v kleti pod kino Udarnikom spodaj. In je to ni več rok, zato jaz nisem zadovoljen, ko ljudje trdijo, da so ali električari ali rock igrali. Ma kaki igrali so, ampak to je daleč od roka. Torej, ti nisi bil na demonstracijah potem 68. pa 71. ker nisi... Ne, nisem bil tu, sem bil v Parizu. Ja. Sem šel v London takoj in tam sem seveda nimaš... Dajmo pred tem potovanjem, dajmo še reči o Newcomsih pa o tem opremu, ste imeli dobro baje. Ja, evo, tu smo bili, je prišel en zdomec, Barta, kako ima bilo že ime, krasen človek, tak je bil zaljubljen v našo glasbo, sploh ven štikl, jaz sem moral vedno odigrati od Kingsov Rosie, to je krasen komad in miren. In tak je bil zaljubljen, da nam je dal nam je svoj kombi, nas je vozil z njim in takrat še ni bilo kar tak idven, ne. Mi nismo imeli pasošlusice, nismo bili polnoletni pa nič. In je v Gradcu nabavil celo opremo za nas, ne. Selmer, to je bilo grozovito takrat. Videli pa smo, rekli smo, kupi Selmer, meni kitaro, opasno, ta kitara bi danes bila vredna ne vem koliko, ne. Electro-Harmonix, videl sem kasneje. Rekel smo, naj mi to kupi, ker sem videl Kate Richarda igrati na njo, en koncert slučajno. In je pripeljal vso opremo. In ta oprema je bila totalno identična oprema The Web, Sandra and the Web, en liverpoolski ansambl, ko so ga ravno korali, Generation, ki so skupaj igrali v Gradcu, so ga pripeljali v Maribor in to je bila, mislim, tu vidiš ansambli iz kleti, ne znam gori, ampak tudi kasneje, celem mojem, pa sem v Parizu, seveda sem šel na vse koncerte,
vseh svetovnih grup, valjda 10 let sem bil tam v tem in živel za to. In nikoli več nisem čul take muzike, takega sounda. Ta kitarist je igral za 3 kitare, bobnar je igral 16-tinke na fuzbobn, nenormalne stvari, basist, to so grozne. In imeli so Selmere in totalno identično postavitev, iste ožečevalce nam je ta gospod Bartok nabavil, kupil. Ja, kaj pa je on zahteval za povračilo? Nič. On je kupil nič. To pa si me vprašal, kako so bili ljudje za to. To je znanstvena fantastika, jaz ne da se povedati. Človek nam je vse kupil, samo da smo jaz Rosie od Kingsov zaigral na večer enkrat. Donator? Kaj? Mecen? Mecen, 100%. Ja. Kaj bi še rekla v 60-ih, kaj smo spustila, mogoče, da se pomaknemo naprej v tvojem življenjepisu? Kaj je še recimo pomembnega v 60-ih Mariboru z te scene? Pomembno je bilo, ta scena je šla, tako sem ti rekel, takrat v pol leta je bil preskok, da ne pretiravam. Zelo težko je danes ljudem razumeti, kaj je takrat pomenilo mesec, pol leta. Med pol leta je že recimo po svetu v Angliji sploh 4-5 svetovno znanih grup zaigralo in jih ni bilo več. To so bile, stili so spremenili se. Grozovito je šlo takrat, ker je to bil seveda boom in se je to pol leta ogromno. V enem letu, da se ne govorimo. In takrat je bilo v teh letu 2 je nastalo res z dobro opremo in vse to so prišli ven, ko se rekel, so snemali The Out, da res z opremo, vse v Voxi, 200 vatov, šov naštudiran, vse, že imeli svojega menedžerja pravega in vse. Jožeta Gorjana, ne? Ja, Gorjan, ja. No in tu, tako da, to so bile značilnosti takratnih, ampak to se je vse dogajalo na leto 2-3. No, takrat, tako govorim, pol leta je bilo, kot da bi danes rekel, spremembe, ne v 20 letih, ne vem v kolikih letih. Je bilo pol leta spremembe, dogajanja, sprejemanja, razumevanja stvari, pol leta. Tonija Sabola še malo mogoče, on je pri 18 že organiziral koncert v Hale Tivoli, kjer je mariborske bende pa zagrebške pripeljal v Hale Tivoli, ne? To je bilo leta 64, ne? Ja. To je zdaj neumljivo, da bi 18-letnik organiziral športno dvorano. Hala Tivoli je takrat bila precej nova. Ja, čisto nova, ja. Pa ne to, ta Toni Sabol, on je eden redkih, zato ker je bil tudi kasneje, ne, vse glavne, od Stonesa do vseh, ki bi jih skoraj pripeljal in jih je pol kasneje, jaz sem še hodil, me povabil na razne koncerte, recimo na zadnje Joe Zavignol z Weather Reporti, zadnji koncert sem bil njegov gost, tudi se srečal z Joe Zavignolem, fantastično, on je bil grozno sposoben, on je recimo pri Hujih, on je stanoval pri Hujih, pri Townsetu ali pa pri basistu Menda, je doma, ko je bil v Londonu, ne? On je bil z njimi tak, on je bil rezerva na orglah, naprimer za Rocco Perotomi. Prva rezerva. Če bi zbolel ali kaj, ne, bi on skočil. To je bil za naše pojme res čist nekaj ekstra, težko ga je opisati. Šel v London in je Tino Turner, ko več ni bila popularna, Obudil in pripeljal v Evropo in zaslužil dosti denarja z njo, na evropski turneji. Ti pravim, da to je... Ja. Neverjetne, neumljive stvari pravzaprav, ne? Tako, celo moj opis takratnega dogajanja je v tem stilu, nekaj nepojmljivega. Veš, kaj se meni zdi, nerodno za mojo generacijo, da trdijo v medijih, punkovska generacija trdi, da je prva urbana subkultura se zgodila s punkom v Ljubljani, ne, v Sloveniji. Zdaj pa sploh imenovati to rock sceno v 60-ih v Mariboru urbana subkultura, to brez veze, potem tako nima smisla. Ne, nič nima smisla, kaj je povezano z Ljubljano. Ljubljana, tako je danes, je za sebe postarana blatna dama, ki nima
nima veze z, tako kako je, jaz sem v Ljubljani deloval 2 leti, kasneje z Alarmi, pa to smo igrali po barih in tam se tudi pripravljali za snemanje, ki je kasneje odpadlo v Londonu, ampak poznam dobro Ljubljano in ne bi mogel živeti en dan tam, ne, ker je mesto brez feelinga. To se vidi pri fuzbalu predvsem. Da malo. No, kako ste to sprejeli? Punk potem, ne, ker je punk bil tako glasen v medijih, tako pomemben v medijih, tako eksponiran v medijih. Naredili so ga Ljubljančani, vse v Mariboru ni bilo takega punka. Doli so imeli punkere. Ker pa v Mariboru je bil ta rockerska scena je bila v bistvu dosti večja. Seveda, večja in kvalitetna in prava. Ker ko je kaj v Ljubljani narejeno, je vse po ljubljansk, je vse umetno. To nima pravega feelinga. Tu pa ni bilo umetno. Ne. Tu so ljudje čutili, to rabili so. Ti si močno proti Ljubljani, ha? Ne proti. Ne? Poslušaj, jaz sem v megalopolisih živel. London, Pariz, jaz nimam predsodkov. Jaz nimam nič, poznam Ljubljano, igral sem v Ljubljani, ti pravim, profesionalno 2 leti vsak dan. Spoznal sem jo, čutim, taki ko sem, čutim takoj. Groza je, Alenka Pintarič je dobro rekla, njim v obraz na eni oddaji, da imajo meglo v... Ja. No, mesto je brez feelinga, jaz ne morem si pomagati. Ne. Kad priješ na Dunaj, to diši, to feeling je v zraku, čutiš, da se ne menimo vseh mestih. V vojsko si šel v armijo jugoslovansko, ja. 68. Ja. Tam si igral kitaro tudi? Igral to, zdaj smo pa tam, da kitara mi je, meni je bilo najlepše obdobje vojske, ker sem bil bog, imel sem, bil je pogorel dom armije, smo rekli takrat, ne, dom armije, ker je, ne, ima vojska svoj dom, je pogorel in jaz začel igrati. Naredil takoj ansambl, bil seveda takoj šel v zapor, zato ker sem preskočil mojega komandanta. Veš, kak greš po lestvici, moraš se prijaviti na raport k tvojemu v četi, da te on pelje do glavnega komandanta. Kje si bil to? Kasarne Senta, to je v Srbiji. Tako kot jaz. Tehnična služba, če sem Ravnica bil elektro, kaj misliš, minus 25 košara po zimi. Senta, ja, lepo. In smo, ok, in prijem do komandanta, zgleda, da sem res bil sposoben, ne. Kasneje, ko moj oče prišel na obisk, je sedel za komandantovo mizo, čast opas na plesu, ne, za oficirje, je rekel, če ne bi bilo njega, ne bi bilo tega doma, ne bi bilo nič. Ne, tako da. No, ta dom je bil zapuščen, zaprt, pogoren, nekaj se je zgodilo in jaz sem začel igrati, hitro prišel do komandanta, se sam kar k njemu prijavil to. Seveda sem šel v zapor, ker nisem spoštoval procedure, kak priti do komandanta kasarne, ne. Ampak vedel sem, da pri malih ne nič dosegel iz dobenega, kak ni muzika, pa ti si prvo vojnik, potem vse ostalo. Komandant sem vedel, že mora biti inteligentnejša oseba, malo, takoj sem zašpilo napravo noto, jaz sem glasbenik, malo se to zna, kar si nekaj zmislil, bom naredil ansambl, vidim, imate tam dom armije, tu v Mariboru, v domu armije, veste, kako igramo, veste, kakšno sodelovanje je to z mladino, šesa so se mu že napela. Takoj sem dobil, takoj, ti ne moš iti domov pred zakletvo. Doben na svetu, to vsak ve. Med pred zakletvo, to ne vem, on bi bil kaznovan, če bi izvedli to v Beograda, kaj zvem kje, da me je poslal domov po inštrumente. In sem jaz takoj izbral, naredil to, seveda je moj... Zakletva, ne, povemo slovensko govorečim, prisega. Ne? Prisega, jaz, vojak, ta in ta se zavezujem, da bom branil svojo državo, bla, bla, bla. In to je, po nekem času se je to zgodilo. V glavnem, čez par dni sem jaz že bil doma. Po kitaro si šel? Po kitaro šel in tam zbral, šel po kasarni, dobil od njega papir, da mi mora dati totalni mir, da sem šef orkestra. Imam zdaj samo to čest, no v glavnem, jaz sem v vojski. Potem sem stanoval v domu armije in sem imel čez biblioteko, mislim knjižnico. Seveda ti oficiri so enkrat na leto 2 dvignili kako knjigo, sem to zapisal. In tam stanoval in bil v mestu in sem bil komeščan. Imel sem punco tako na drugi in ob 2, ne, ko gre stari vodnik, je ponavadi šef tega objekta, gre domov na levo, jaz na desno, drugo jutro se vidimo vodniče. Kot civil, se preblekal v civil, ko sem prišel.
punci, kao domov, ko iz službe. Mislim, to je grozno. Bil sem pravi. No, ampak zakaj si se potem preselil, zakaj si zapustil Jugoslavijo, pa šel v Pariz, ko si prišel z vojske? Ja, zdaj smo pa tam, ne, napredovanje, strelec, ne, v znamenju, strelec je grozno znamenje, ker si nikoli zadovoljen, vedno bi samo novitete, naprej, ne, recimo, jaz zdaj težko, to, zdaj govorim pa, mi ni, ker gledam samo naprej vedno, ne, jaz pa se pozabim, vse ostane, tu je zapisano, ampak ne rad se grem nazaj. No in glavnem gnalo me naprej, to, kar sem prej, tak in tak mi je bilo premalo. Ljubljana ni zagrabila, ni nas, moral sem iti v London, normalno. Ne. A v London si šel naprej? V London najprej. Si še prej doživel Boom festival v Mariboru, ali so ga Ne, predtem šel. Ja. Si bil tik predtem. Ja. Predtem si šel? Ja. V London, kitara, potovalka, tisti šuškavac, kako se je reklo, takrat baloner, pa na vlak enosmerna za London. Je rekel oče, ne, pa ti dam nekaj denarja, samo, kako te upaš, in tako, si nor. Rekel, ne, samo tiket, samo karta za vlak, adijo. Če nisem sposoben, naj crknem, mislim, grozen sem bil, ne, tak, to je bila, z grozno korajžni smo bili. Danes. In potem v Londonu, kaj si delal, si igral? Kje pa, v Londonu sem živel po cestah, kitaro igral, komunah, da sem preživel vse, čez enih par mesecev so me tako našli, ne, te najde, da nimaš papirjev, takrat je bilo, Anglija, nisi mogel v Anglijo, kar tak, ne. V hipijevskih komunah? Ja, seveda. In pol križ čez v Doveru na ladjo, v Ostendu iz ladje ven, te predajo kapitanu, te dajo v kabino, kapitan te zapre, ker si kao njegov zapornik, on te more predati oblastem v Belgiji. Ne, in krasno, in se smiliš mu, ne, lep, fin dečko, vidi se, ne, lep, krasno, kitaro, ve se, o čem gre, kapitan, krasno, najedo, me postregli, vse, ampak zaklenjen v kajuti kapitanovi, ne. In te odpravi do Ostenda, v Ostendu te preda belgijski policiji, belgijska te da na vlak, in tam sem z vlaka pobegnil. In tako so te šivali do meje jugoslovanske, tu pa seveda zapor. A ja? Ko pa misliš? A ja, zapor? Pa pol, to je bilo bežanje, takrat to je bilo eksces naredil. No in potem, ti si potem pobegnil z vlaka v Belgiji? Z vlaka pobegnil v Belgiji in se peljal dol do Minhena, vse po vlaku švercal, vse nisem imel denarja. To je bilo kot filmu, gledal, kje je kondukter zadaj, gor, dol, noter, v WC se zaklenil, ok, to je grozno. No in potem v Minhenu desno proti Baden-Badenu, tam sem imel enega znanca, naš sosed je tam delal in živel in tam sem prvič spet po dolgem času, me je krasno, par dni bil pri njemu, se najedel, vse je krasno in mi je dal takrat 5 mark ali koliko, 5 mark, pa plačal mi je karto do Pariza. Ne grem domov, ni govora, kaj ste dobri, ste nekaj v Evropi, vi ne spravite več domov. In za Pariz. Tu šele bilo, tu pa je bilo straha, ne, ker zdaj samo takrat že ni bilo med Nemčijo in Francijo mej takih. Bilo je meja je bila, kasneje sem to opazil, ko sem pri istih v Strasburgu šel nazaj domov prvič, da je bila v to stran so Nemci pregledovali, oziroma vsako stran je samo eden gledal. Ne. Izhod samo. Izhod. In vhod za Pariz, da ni bilo, jaz sem mislil, kako bo mogel spet ko iz Dovra, vlak sistemi, pa malo teže verjetno, ker bi šel čez mejo že, ne. Ampak Franciji pa si potem igral kitaro? Ja, samo malo, da še povem to, ne, in na vlak in to malo zaspimo, utrujem, se zbudim v Parizu. In pol v Parizu dol, v Parizu sem bil 2 leti na cesti spet, komune, igral po metrojih, sem napisal o tem zgodbe, krasno, mogoče bo išla kak dan, fantastična zgodba. Ja. In tam sem prvič igral, prvi špil mi je bilo na Pigalu, ne, teda del znani Pigale, v eni ruski nočnem klubu, ruskem, sem balalajko igral, ne, tam
Kazačok pa to špila in sem balalajko špila, to je bilo kakšen mesec, dva. To, da, ki so mi Jugoslovani, Jugoviči, ne, greš po Parizu, so te prepoznali preko ceste, zemljo češ, to so me nahranili, takrat je bilo to vse. Jaz sem živel na cesti 2 leti, ne. Sicer zelo lepo tudi spet, nekaj v komunah je fantastično, zaslužil sem dobre denare v metroju. Baterija še je? V metroju sem lepo zaslužil in to se v komunu zvečer prideš, vsak je svojo kitaro napolnjeno z narom dal skup, odpremo vse na kup, komuna, to je doli ob Seni bilo, ne, in vse, to se nabavi, vse od jointa do vsega je bilo krasno. Super. Vse se nabavi in vsi življenj komuna, prav komuna, se že ime pove, prava komuna. To je najlepši del bilo življenja. Ampak si bil dlje časa v Parizu? 10 let. 10 let. Ja, 2 leti da sem rabil, potem sem dobil prve papirje, ker sem se vpisal na fakultete Vincent, to je bila levičarska fakulteta, tam sem lahko prišel, arabščino sem vpisal, tako da sem dobil prve papirje na indeks. Ja, sem že zdaj nekaj pisal za arabščino. Tako da, to so bili prvi, da sem spomnil, da se nisi bal, da te še tam en gram, čeprav niso ekspulsirali, tudi sem napisal v zgodbi, ko sem spal na cesti, ko te sreča policaj francoski, kak je to druga zgodba, ko v Evropi povsod. Ampak kak je bilo s to fakulteto, si potem naredil? Ne, pa ne, to sem se pisal, nikoli nisem bil, par predavanj šel, kje pa. Ne, to sem prišel do papirov, te se je vse delalo, ne, pozneje sem tako dobil prave papirje. Samo kaj si potem počel naslednjih 8 let v Parizu? Nikaj nisem počel, ne, jaz sem že tu bil jadralec, ne, in sem recimo bil inštruktor za jadralstvo, ne, imel sem bazo v Versaju, to je mali letališče, tako tu. Tako da to med ostalim, potem pa ostalo vse, milijon poklic imel dober, elektro, ne, in tu sem bil. Elektro? Ja, elektro, ne, in tu sem bil pol šef gradbišč in tako, zelo dobre šole. Nisi igral tam profesionalno? Igral tudi, vse se v Parizu, to je mesto, ki se dela milijon stvari, ne 100, kot se reče, milijon. Vse, kaj lahko, kaj vidiš, delaš, če znaš. In se tudi lotiš vsega, to ni, v Nemčiji si samo fah idiot, samo za nekaj. Parizu je kontra, ne. Moraš znati vse. Jaz sem sprejel potem kasneje, ne, recimo jaz sem zato znam se narediti, same, jaz sem, recimo sem imel 2-3 prijatelji, smo odkupili stare na periferiji Pariza, kjer so dostopne cene, stare vile, one prave, dobre, in smo jo na novo preuredili in 10krat dražje prodali. Vse, in sem mogel znati vse delati, inštalacije, vse, komplet. Super, neverjetno. Ja, neverjetne stvari. Seveda, jaz sem plazal po Parizu v prve službe, veš, da sem vzel vsako službo. Zjutraj Pariz je, to se ne da opisati. To ti vzameš François ali pa, to je Zeitung in je tam veliki format je Zeitunga in je na 10 straneh samo službe, ne. To je milijardo služb, ne milijon. In samo gledam, kje se mi dopade, kje je bliže, da se daleč ne vozim z metrojem. Cok, telefon, pridite jutri. Preizkus je taki, ne, ni problema. Nič ne govorijo, papirje, ne, sem imel diplomo prepisano v angleščino, pa to sem se pripravil, ko sem šel kao, bom diplomo med sabo, ne, pa nemščino. In v angleščini, tam enkrat sem pokazal enemu Francozu papire, tam. Tak je vrgal, kar po tleh, pa nič se mi ni upravičil, tak je bil jezen, da sem go rekel, tu pri nas se ne kaže diplome, tako bomo videli, kaj znate. In ti da inštrument, tam pokvari eno mašino, dokaj komplicirano, eno ko dela 20-25 operacij, sama vse, taka omara. Z inštrumenti, ok, ti da inštrumenti, reče 5-10 minut, imate čas, da popravite, gledajte, tam 20 ljudi čaka na vrsto. Nema diplome. Lahko rečeš, da si doktor, kirurg, ni problema, dober dan, gospod kirurg. Takoj bomo videli. 2 te vzameta v precep, malo vprašanje, takoj vidijo, da si folera, dijo. In potem si prišel nazaj 80-tega, ne, ali kasneje? Vračal sem se že zmes, ne, ker sem pogrešal. Pariz, v glavnem, tam ni igranja tega, ko sem jaz si želel, ne, igrati. Jaz sem bil, kitara je meni bila kot
juha pri kosilu, no, kitara, brez kitare, jaz sem igral kitaro dobesedno, ljudje ne vejo, tak seštevko, ne, recimo, ko sem bil mali, že takrat, ko sem v osnovni šoli, med juho in pri kuho, medtem ko je mama prinesla, sem vzel kitaro in sem bil večkrat že dobo, najraje bi mi jo zažgali, ona je bila skozi mano. Jaz sem jo igral, kdaj sem se vsedel in kdaj sem bil doma, je bila kitara tu, po 8 ur na dan, no. To se ne da povedati, zato... In potem nazaj si prišel, vmes si tudi bil nazaj, ker vidim, da je iz 76. en posnetek z Alarmi. No, jaz sem se vračal od 74. ne, ta vračala moja so sploh bila interesantna, ker vračal sem se prvo, jaz tam preprodajal tudi med drugim športne avtomobile, pa to, in sem se s Ferrari, pa s takimi avtemi domov vračal, seveda mlad pubec še se pokazati malo, in sem prišel na špil, v Parizu sem krenil in sem prišel zjutraj na špil sem, te so igrali Haban, ne, moj prijatelj, pa to vizije v Astoriji, v baru, in sem zjutraj prišel na zaključek praktično špila, jih pobasal v avto, en pozabil, je bila ena Lamborghini, ali kaj Mira, in tu čez most, sem imel 200 čez most, takoj noter, in je Haban bruhal od sile, od straha, ki se bo zmešalo skoraj. Tako da, take stvari sem delal, in sem hodil zmes domov, ne, seveda, tudi pogrešal sem glasbo, ker je, ta način v Parizu izvajanja in da bi živel samo od glasbe ni šlo, ne, jaz sem pa, to je bilo v meni, ne, bolj kot vse drugo. Vse drugo v življenju bi se reklo, sem delal po potrebi, čist tak, ne, glasba je bila glavna, ne. Potem zares si se vrnil katerega leta dokončno v Maribor? Ja, tam v 70-ih, se pravi 78, 79, 80. oficirno, ko sem tudi prepeljal avto na ta račun, ker takrat se še je to delalo tak, ne. Če si zunaj toliko in toliko let živel, si lahko zunaj prepeljal avto s sabo in svoje stvari. No, tu nekje, ja. No, v glavnem, zmes sem se vračal v Maribor, ne, da sem lahko tukaj se udejstvoval ono, kar je v meni in kar je namenjeno moji duši, če bi tako rekel. No, mi smo se srečali 84. Mislim, da ko sem kupoval za moj band CZD, torej synthesizer, vem, da si imel v Novi Vasi, v stanovanju, gor si bil, v 7-8 stropju, Muga, malega. Muga, ja. In sem takrat tistega Muga mi je še zdaj žal, da ga nisem kupil. Ja, no, cena je bila navita, ne, oprosti, ampak... Ne vem glede cene, nikoli jaz nisem navit. Mini Mug originalni je bil. Ja, mogoče za tebe bila navita, jaz nikoli nisem imel navitih cen, ker sem ravno, če bi imel tak, ne, jaz ne bi nikoli dosegel tega. Zanimivo, jaz sem vedno prodajam za tretjino ceno bilo česa, ker stvar je, mora se hitro obrniti, naj gre, da lahko drugo kupim. To je moja filozofija. Vedno so se mi čudili, kako ti tak ti poceni prodajaš. Ja že vem, ti drago prodajaš, zato ti to obleži in imaš 100 let stvar, meni se mudi. Jaz to prodam za bilo kaki denar, bom že dobil drugo zraven, bom novo kupil. Gremo dalje. Jaz vedno gremo dalje. Za dobeno stvar nisem zaljubljen, tu niti kitare. Ne. No, imam pa še ono Hoyer kitaro SG, ja, ki sem jo kupil od tebe v konc 90-ih. Ja. No, v glavnem, po tistem, ko smo se spoznala 84. Ali si že v tistem času imel studio Piramida, ali je potem, ali je že bilo prej studio Piramida? Prej, ne? Ja. Ta studio, tako sem rekel, je nastal po tej večni potrebi, po nekem obeleženju glasbe, ali moje, ali nekoga, ravno z tega, ne, v Mariboru nikoli to ni bilo. Tudi moj studio Piramida je zgodovinsko prvi studio, ne samo v Mariboru. Prvi privatni studio studio, 16 kanalen, v Mariboru, vse do Dunaja, ni Gradska ni imel, do Ljubljane, med Dunaj in Ljubljano sem jaz vse snemal. Vsi takrat je še Šimek Vinko imel to Marjanco, ali kaj pa vse to, in so ti Avstrijci, vse to, so vse pri meni delali, vse sem jaz snemal.
In ta potreba ravno po snemanju glasbe, po zapisu, veš, kako hudo je to moglo biti. Zato sem jaz tako alergičen na Ljubljano in vse, ker nas ni zapisala, lahko da nas ni. Tako nas danes ni v politiki te. Nas ni. V studiu si imel partnera, Ježeka, ne? Ne, to je bil partner, ni bil partner. Ni bil partner? Ne, to je bil fant, edini, ki sem ga našel, ker ne moreš sam delati. Ne. To je milijone kablov, to je lotanja, to je, ne moreš sam snemati 24 ur, ne. To morate se izmenjavati, dva snemati tudi ne more vsak, ker ti veš, to je kominer, ne. Studio privat takrat, to je bila 7. sila, ne pozabiti, meni je Udba gledala, kaj snemam, jaz sem mogel poročila delati. To je lahko samo imel RTV pa tak studije, to je že 7. sila, ne. Tako je veliko privat časopis, pa to ni šanse takrat. Kako si moral delati poročila, na kak način? Poročila, koga snimam, takrat so ravno... Pisna poročila? Ne, prišli so pa gledali, prvo prišli v studio, ali pa me poklicali gor, kaj zdaj delate? Ja, kaj pa misliš? Ja, kaj pa misliš? To ni bila šala, ne. Zato so bili ljudje, ki niso nikoli verjeli, da bom to naredil v Mariboru, ne. In kaj sem te reči? Ja. Studio je začel delati torej kdaj, katerega leta? 83, 84. Ja. No, Ježeka, vprašaj se Ježeka, ne, najdel sem tega fanta, ki je imel interes, zelo inteligenten fant, znal je elektronike že nekaj in smo to je... Ježek, glavni kitarist skupine Dogma, ne? Ja, tako. In mi je pomagal in je bil tonski tehnik, mojster, ne, praktično, zraven mene, ni imel, studio je bil kompletno moj. Partner, ja, lahko rečeš partner. Parizu bi ga imenovali partner. Ja, kompanjon. Veš, kaj pa... Si pa dosti teh komercialnih stvari snemal tam, ne? Kako si to potem... Ja, večino. Moraš snimati vse, da preživiš. Pazi, studio je vreča brez dna. Jaz sem prinesel v eni noči domov ženino plačo, ne? Sme uro, kasneje 75 mark. 75 mark na uro snemalno, ne? Ko je Smodej snemal, pa takšni, ki so imeli fajn naročilnice iz RTV-ja, še takrat še ste šlo na naročilnice, denarja kot smetja. In to, jaz sem imel v eni noči, doma smo, kot to, kar v Ladlc delali, tudi sina sem tako vzgojil, je rabo za kruh, je šel v Ladl, je tam ležalo 100.000 mark noter. Je vzel nar, tudi v tolarjih, ne. No, je vzel... Dinarjih, pardon, okej. Večinoma sem kasiral v markah, so mogli iti pa pretopiti nekaj, zato ker jaz sem vse moral tudi marka kupovati, aparature, katere so lahko snemali. Tako da je to, tu so take zdaj zadeve včasih malo čudne, kako se pogovarjam, ampak se je čudno vse dogajalo. Vse je bilo na meji, vse je bilo, vse veš, ne, še bila država stara juga. Vse še je švercalo, vse se je, to jaz lahko knjige in knjige pišem, doživljaj, ne vem, če kdo toliko prešverca in se scarini toliko bodo, ko jaz, veš, kaj je to inštrument? Napiši, čim prej bomo objavili. Ja, kaj si nori. Ni bilo kitare, ni bilo Gibson kitare, ki ni moja. Čez moje roke šla, ali sem šel v London po 10 kitar prinesel. To je groza. Recimo v Slaviji sem igral vsaj enkrat na teden. Včasih po 2-krat. Je zjutraj me kitara v Minhenu pri, ne vem, kako se že imenoval ta Celjan, imel trgovino, me že čakala, kar iz Špila, iz Slavije v Minhen, domu, zvečer igral na njo, kupci se spodaj samo čakali na zadnje akorde, da jo dobijo. Pa preprodal kitaro? Preprodal kitaro, gor je dal 300 mark, ker čez mejo sploh nisi mogel. To je bilo še 500 mark pologa, pa take norije. Uvoziti, tudi če češ, nisi mogel, če nisi bil profesionalni glasbenik. To sem pa jaz bil. Imel status profesionalnega, samostojni kulturni delavec. Član Lire, valjda. In nismo sploh lahko uvozili. In jaz sem uvažal za druge, za neko malo provizijo, ali pa kupoval kitare in jo isti zvečer za 3-kratno ceno prodal. Tako sem prišel do studija, kje bi za 250.000 mark, veš kaj takrat to bilo, to si lahko kupil 5 hiš, 6 hiš. Sem jaz samo mišpult kupil. Prodal sem en veliki ranč, pol hektara, vse kompletni ranč za hišo, krasen sem prodal samo za mikser.
Ja, neverjetni podjetniške grozne, operacije. mislim, neverjetna, zato sem lahko samo edina žena na svetu, ki sem jo najdel, ki je to pretrpela in ti boš vedel, da smo včasih Pujčeka razbili za kruh doma v Pubecu, tako se reče, njegove rezerve, njegov šparavček spraznili za kruh. Kaj zmanjkalo, ne? Ja, seveda, naslednji dan pa 10.000 mark noter, Ladlo. Smo spet pri Ladlu, ki je bil poln, vreča brez dna, pa vedno prazen. To je lahko zelo stresno. Vedno poln, pa vedno prazen. To je lahko za nekoga, ki hoče normalno živeti. Se mu zmeša pri enem dnevu življenja z mano. Ne? Tako da imam neverjetno srečo, sploh tako žensko najti, ki to prenese. Kako se je ta zgodba s študijem končala? Potem bi lahko rekli, da na koncu je bila pozitiva ali... Pozitiva je vedno. Prvič, jaz sem lahko delal, kar sem si celo življenje želel, v glasbi sem še vedno bil, zmes sem še igral, že kasneje smo imeli, se veš, smo naredili ansamble, no, to je že kasneje bilo, ampak v času študija, če ni bilo denarja, ga ni bilo par minut, ker naslednji par minut je bilo troduplo in je spet šlo, ker moral si pa imeti nove inštrumente. Veš, ljudje so prišli, kak je študij, samo so gledali, kakšen je, kak dragi imaš te zadeve, rabili jih, seveda, vse je bilo prižgano, da se je fajn videlo, uporabljal nisem rabil nič od tega, ker bolje direktni posnetek boljši je, to vemo mi, tonski mojstri. In tako da je to bilo prižgano in sem naredil tudi en celi rek, se je takrat naredil samih lučk, ki ni bilo nič v njemu. Samo da so ti gospodje videli polno lučk in so bili srečni. Krasno. Ja, prava katedrala je bila lučk. Ok. No, studio, fajn smo živeli, ne? S familijo smo le fajn živeli tak. Smo hteli iti za 1. maj v Grčijo, otrok je dobil Grčijo, vsi smo dobili Grčijo, smo šli smo si lahko privoščili, ne? Tako da, no, lepo smo živeli. Komod, no, kasneje nehal se je studio za vojna. Vojno usahnilo vse, celo leto nismo enega snemanja. Če ne bi bilo Hrvatov, s tistimi svojimi narodno-osvobodilnimi pesmimi, ta razni Zagrčani. Hrvatska mora pobjediti. Hrvatska mora pobjediti. Za njih sem snemal to in fajn zaslužil. Oni so me preživeli praktično. No in potem sem videl, da vidim vse, tako je. Veš, imam pa to sposobnost delovati, ne 5:12, ampak en dan pa 5:12. To pa imam, točno vem, kaj se dogaja. Zelo sem... Si v bistvu razumel, da ta biznis ni več prihodnost? Ne, da ga ni in ga sploh ne bo in ga do dan danes ni. Pravih studio, pravih onih, da ne obstaja, od takrat dalje, gotovo. In seveda hitro prodati robo, ki je nova, sem je prodal za stojn, za 20% tega. Samo je bilo dovolj, da smo vsi kupili hišo in vse, to je bilo tega noter. To je studio bil, ki je bil 300.000 mark takrat, to je nepojmljivo. To je bil milijoner. Zato jih ni bilo, ker to je bila najdražja zadeva, kaj lahko bilo, je, da si imel tonski studio. Takrat si se potem preusmeril v drugo dejavnost, računalništvo? Ja, računalništvo sem že takrat v studio, sem imel prvi računalniško vodeno, še na Commodore, pa ZX, mislim, tu smo še vse v DOS-u delali in prvi sploh v Mariboru, ko smo že navadni Commodore, dal 1500 mark za njega, 64. Tihalo. In kasneje sem začel, potem sem glavno moje znanje iz studija uporabljal v glavnem za miksanje. Potem sem bil mikserman, na Lentu sem enih 8 let bil, glavne odre. In ta večje grupe in ta teže zadeve, recimo, kaj zvem, pod stadionom, ko igra celi dan 20-30 ansamblov, moraš pa biti hiter in veš, ker en gre dol, drugi gor, čist drugo, to še ni bilo digitalno, da se zapomni. Vse zvrste muzike, ne, in tam sem jaz prišel na poštev, ker to pa moraš imeti znanje in korajžo in vse, da ti to vladaš, da se zadeve tečejo. Medtem pa bendov ni bilo več, ne? Ne. Mislim, nisi igral več v bendih, ne? Dosti krat sem igral menjave,
ko kdo zboli, bilo kateri inštrument, ne. Pri katerih, naprimer? Ja, ne morem ti povedati, joj, to je, ne morem povedati, kje češ, narod zabavno, ono, no ne tako direktno narod zabavno, to so ti zabavni bendi, ko igrajo mešano, ne, ni problema. Konec 90-ih pa si potem prišel zraven spet z brančom Ja, Creedence Clearwater Remember, ja. CCR, ne? CCR, to pa To je, bilo konec 90-ih že? ja, to je bilo, koliko je zdaj to, nazaj 5 let, ne, to je bilo 95. CCR, kdaj so začeli? Ja, ne vem točne letnice, glej. Ne vem točne letnice. V glavnem, kdaj je Bulič imel to v Ljubljani? No, to je bilo pred kratkim, to je bilo pred 3 leti. 3-4 leti, nehal sem pred 4-5 leti, pa 5 let nazaj, zdaj računaj, 5 let smo bili. Tako da, no, naredili smo ta CCR band, ker je imel Majč, ne, Mayer Franz je pravi glas Joe Fogertyja, res original, prav original, ker ko sem jaz, včasih so nam dali gor, kako gostilni gori v Avstriji, so sploh to radi delali, pa nismo vedeli, da že imajo našo ploščo, ne, mislim, CD, pa so dali gor, aha, Creedence v kotu sedijo, ne, to je zunaj, popolnoma drugače kot tu. Takoj si zvezda, takoj te drugače obravnavajo, takoj čez mejo. In so dali gor tam za šankom CD in fajn, glej, Creedence se sučejo, ne prepoznaš, da ni original. Tako smo naštudirali. 2 leti smo samo študirali pred prvim nastopom. In prvi CD tudi posneli, jaz posnel kar v betonski garaži, direktno dvokanalno, na mišpult in ta CD, ne, ker CD, to pa zdaj ta filozofija, just be yourself. Seko ne, za menedžerje, ne, imeli smo ga prvo samo za poslati svetovno po svetu za menedžerje, naj bo z napakami, naj bo vse, naj vidijo, kak igramo, tak igramo, to bojo kupili, tak igramo živo. In ta CD je še dan danes glavni prodajni CD. Z štetjem vred, z napakami, ki valjda ni 2 leti smo. Sem ga slišal, poznam, ja. Odličen CD, res. Odličen. Direktno posnet, nič remixa, nič nimaš, kaj, to je na 2 kanala, to je stereo posnetek, ki gre v prodajo taki, ko je. In naredili smo ta band in ta band je spet zaljubljenci, menedžeri na Dunaju, pa en v Celovcu, zagrabili, kot da smo njegovi otroci, zaljubljeni v nas, hodili za nami, dokaj še ta sploh iz Kempna, iz Celovca je hodil na Dunaj, na naše, pa nas gledal, pa si želel, da nas dobi, ne. In tu smo igrali, ne, Dunaj, mož ve, CCR, to je fama, oni so v analih ameriške glasbe, so tudi Hall of Fame, ne. In zgoraj pride, ne, na Dunaju, igrali smo velike koncerte, stadione, ne, to ko prej, ne bi mogel zamisliti, to so Stonesi pa take stvari. To je od zadaj cela mašinerija, veš kaj je to, ono, oddaljenost od Bine, pa milijon onih redarjev in vse tak, televizija snema vedno, ne, ORF, to, mislim, pravi koncerti, ko zvezde, kot da so prišli pravi Fogerty, pravi CCR-i, ne. In tu smo prišli v stik tudi ker smo igrali na teh pol znanih festivalih, recimo gori v Innsbrucku, ne, pri Innsbrucku. In tu smo prišli na festivali v stik tudi z svetovno znanimi špicami, na katere sem jaz kot otrok igral prve štikle, recimo House of the Rising Sun, The Animalsi. The Animals, tu smo igrali z Eric Bardonom, skupaj imeli garderobo, skupaj v hotelu, celo nastropje imeli, samo mi pa, ravno Eric Bardon, njegov band, ne, in celo noč sem se pol z njim družil. In človek, ne daj preprost, bolj preprost, kot jaz bi rekel, in tak je vesel, če lahko komu kaj pove, in celo noč sem ga poslušal, mi je vse povedal, kak je Hendriksa pripeljal v London, da je pri njemu stanoval prvih 6 mesecev, dokaj si ni sobice našel in tako dalje. Vse, mislim, to so take dogodivščine, na koncu moje praktično kitarske kariere sem doživel vrhunec, ko bi ga že mogel tam v 60-ih.
vrhunec, prišel v stik in igral na istem odru z njimi, z največjimi zvezdami, ki si sploh lahko zamišljam. Je pa potrebno za to res, to ni mali poseg, ne, to ni mala zadeva, to, da smo pripravili ta bend, recimo, pa se to verjeti v to, v letih, gospodje, iti te stvari, taki grad. Moraš vedeti, da sem jaz pri prvi pesmi oder, to je 20.000 ljudi, to je stadion odprt. Jaz sem pri prvi pesmi moker, da obžameš moje hlače. Moker, vse in možeš zdržati celi koncert. To je nenormalni adrenalin, to je, zato pa je kap bolj zadela Bobnara, ne, Habana. Ni, mislim, da to je tudi grozen napor. Vse to so nam tudi priznali. Tu vidiš, da publika pol, recimo, ima en taki miren komad, kaj se mi je zgodilo enkrat, miren komad in vtihne celi stadion, tako vtihne, da bi po travi slišal mišit, tako vtihne in vsi one žigalnike v luft, to je groza pogled. In igram komad in sem tak vem padel, mislim, to bom zdaj povedal stvar, ki te strah postane, in sem lebdel nad publiko. Ja, no, vse to je stanje, podobno LSD-o. LSD Nirvana, ja, mislim, lebdel sem nad publiko, sploh nisem več bil, imel sem en taki lepi solo enoter, krasno, mirno, samo oni vžigalniki, tišina, absolutna, veš kaj je to, samo moja gitara, lepo, ne vem koliko 1000-vatno ozvočje. No, ker smo imeli oder, je bil isti menedžer, istega, ko je bil menedžer Bon Joviju, isti menedžer nas je imel, in smo kar na njegovo postavitev igrali. Še gori so bili od Bon Jovija, spodaj napisi, niso še jih odstranili po odru. Tako da je to bilo, ne, in tu odplavaš. Samo moš pa, ne vem, po kakšni zaslugi, komu se lahko to zgodi, da se mu to zgodi, ne vem, še zdaj ne morem zbrati skupaj, kakšni faktori so potrebni. Dobesedno pazi, odplavaš. Jaz sem šel ven z moje duše, kot tisti, ko reče, da umrejo, pa so sebe gledali dol, to je groza. Jaz sem odplaval. Jaz sem to podobno doživel na odru. Krasno. Ja, to, da nekomu tako rečem. Meni, da moraš imeti čisto preprosto rečeno, muziko moraš imeti rad. Takrat se ti to zgodi. Je sigurno. Drugače ne. To drugi ne more, ki muzike nima, tako rad ne more tega doživeti, ne more tega opisati. Pred toliko in toliko tisočimi ljudmi. Ja. To je neverjetno, neverjetno, ne samo nekje, ali se mi zgodi. To je pri eni zelo konkretni stvari, resni stvari, dokaj težki, ne, mislim, moraš biti totalno skoncentriran pa vse in se ti to zgodi, da ti odplavaš, kaj te zdaj? Dajmo še za konec, še boš daj, v katerem bendu? Ne. Kaj? Ne. Spet ono, ko s tem Marko je nehal za smučanjem, je nehal. Ne vzamem kitare več v roko sloh, sem pozabil, jaz včasih se moram prav spomniti, če mi kdo, ja pa čakaj malo, jaz sem v bistvu od tega celo življenje živel, ko vidim tak kaki pogovor, kaj jaz sploh, to je zdaj sem strelec, ne. Zdaj sem v kompjuterski dobi, zdaj se s kompjuterji uvadam, sploh ne več, zanima me čist drugo, glasbo, če ne morem že delati, ne, to me je tudi v življenju, to je zdaj ono, kar me je v življenju reševalo. Nikoli se nisem obešal na nekaj. Šel sem dalje, sem totalno ono sprejel, zato sem dobro delal ono naslednje. Nikoli nisem za sabo vleko starih težav in starih stvari, pusti to, pa mimo, gremo novo. In ta glasbo ne igram več, sploh ne prijem kitare v roko, že leta nisem prejel. Zadnjič ravno pri Buliču, ko je imel svoje 30-letništvo štos oddaje v Ljubljani, so nas na brzino zbrali, sem zadnjič zaigral, ne, praktično. In tudi bilo lepo, uspešno in to je to. Super, lahko to zaključimo? Odlično. Najlepša hvala, Darko Mustabašič Paša, v življenjskem intervjuju na SI TV. Hvala tebi, me veseli.